jutro. Jaz vas lepo pozdravljam na 14. Startup kafeju, kjer se bomo danes pogovarjali o design thinkingu. Najprej mi je res zelo veliko čas, da lahko predstavim tukaj dva gosta, ki sedita z mano. In sicer najprej dr. Anjo Svetino-Nabergoj, ki je aktivna tako na Stanford University Institute of Design in tudi na katedri za podjetništvo Ekonomske fakultete v Ljubljani in predstavlja en tak aktiven in pravi most prenosa znanja dobrih praks iz Silicijeve doline tudi tle v Ljubljano, se pravi na sončno stran Alp. Potem pa z nami sedi tudi magister Blaž Zupan, ki pa je pravi in uspešen podjetnik in je specialist za poslovno modeliranje in tudi predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je vzpostavil pa že več uspešnih podjetij, recimo OptiPrint in Diplomska.si, kar sem prepričana, da vsi poznamo tukaj. Torej ja, danes se bomo pogovarjali o design thinkingu, ne? Zdaj, kaj to sploh je, ne vem, če koliko veste o tem, koliko ne veste. To ne bi bila ena metoda za iskanje kreativnih rešitev nestrukturiranih problemov. Tako malo taka out of the box, oziroma zelo in the box definicija. Zdaj tako, če včasih veljalo, da dizajnerji pridejo na vrsto takrat, ko že imamo en produkt in ga je treba pač lepo zapakirati, zato da se bo lažje in lepše prodal, je zdaj tukaj en preskok, se pravi ta dizajnerski način razmišljanja upeljamo že v to prvo fazo, se pravi tam, kjer se ideje sploh rojevajo, tam, kjer se inovacije sploh dogajajo. Tako da zdaj, seveda, jaz imam par vprašanj pripravljenih, seveda pa, če se komorkoli iz publike porodi kakšna stvar, dajte si jo zadnji majčkan v glavo, pa počakajte bolj na tisti čas, ko bo naš uradni del končan, pa boste potem tudi vi seveda prišli na vrsto s svojimi vprašanji. Tako da zdaj pa enkrat za eno tako uvodno vprašanje bi pa jaz vprašala, seveda bi prosila naša dva gosta, če lahko majčkan bolj podrobno predstavita to metodo, se pravi, kaj to sploh je, kako nam pomaga in kaj so zdaj kaj je tisto, kar je novo. Tako da kar prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Kaj je design thinking? Jaz bom probala eno tako kratko definicijo podati, mogoče kakor jaz vidim ali pa prijemam design thinking. Zdaj, tukaj smo slišali, da je to metoda. Jaz mislim, da je to bolj način razmišljanja, ampak v vsakem primeru pač na Stanfordu povezavi s podjetjem IDEO je nekako ta način razmišljanja, kako delajo in probleme rešujejo dizajnerji ali pa poklici, ki so po naravi že zelo kreativni, zapakiral v nek proces, v 5 oziroma 6 različnih faz, ki jih lahko uporablja kdorkoli. Skratka, ideja je bila, kako lahko določene načine razmišljanja, določene mindsete, ki jih uporabljajo dizajnerji, začnemo prenašati na tiste, katerih poklici po defaultu niso ravno kreativni ali pa za ljudi, ki mislijo, da niso kreativni ali pa da ne znajo na kreativni način reševati problemov. Tako da, mogoče, kaj so ti mindseti? Eno je velika osredotočenost na uporabnika oziroma na človeka, skratka ta human-centeredness, bi rekli Američani. To je ena stvar, s katero dizajnerji operirajo na vsakem koraku. Druga je ta, da poskušamo radikalno sodelovati, skratka, da pri vsakem projektu, ne glede na to, v kateri fazi smo, pripeljamo zraven posameznike iz različnih disciplin in s tem tudi zelo različna znanja, zelo različne poglede na to, kaj ta problem, ki ga rešujemo, sploh je in kako ga rešiti. In pa zgodne prototipiranje, skratka, začeti prototipirati v tako zgodni fazi, ko se ti zdi, da sploh še ne veš, kaj problem je, ampak že začneš nekako fizično ga utelešati to rešitev in potem nekako skozi iteracijo to izboljšati. Zdaj pa še daš kakšno bolj akademsko definicijo, da? Hvala drugo smer, dobro jutro. Beseda dizajn v resnici se je že precej časa uporabljala v dveh kontekstih. En je bil ta umetniški kontekst, ki mu slovensko bi rekel bolj oblikovanja, recimo, ki je dajanje forme nečemu. In večina ljudi tudi razume besedo dizajn, ko mu pač omenjaš, kot dajanje forme nečemu, dajanje oblike nečemu. V communityju industrijskega dizajna pa bi beseda dizajn že precej časa resnici uporablja v takem kontekstu, kot je dizajn thinking razume, tako kot je Anja ravno kar razložila. In v tem kontekstu je tudi v design thinkingu, kakor
ga mi uporabljamo recimo pri podjetništvu ali pa kjerkoli druge pri reševanju kakršnihkoli nestrukturiranih problemov, tudi uporabljamo. V resnici tle ne gre za metodologijo, recimo, ki bi bila nekaj povsem svežega, nekaj povsem novega, gre pa za to, da kljub temu, da je stvar zelo intuitivna, jo je v resnici zelo težko uporabljati. Vsak si misli, ko se jaz že tako delam, ja. Ne. Če v resnici pogledamo, kako se problemov rešujemo, se jih rešujemo na napačen, se jih lotevamo na napačen način. In design thinking je zelo močen način, kako pod pravilnim vodstvom, s pravilnimi koraki, zelo učinkovito reševati zelo zapletene probleme. Ja, tako je bila že kot to definitivno ni nova stvar. Doskrat, če tisti, ki spremljate kaj bloge ali pa članke na to temo, boste videli, da se veliko ljudi sprašuje, je design thinking še ena taka muha enodnevnica, ki zdaj vsi norijo za njo, pa vsa podjetja plačujejo veliko denarja, da dobijo svetovalce, da jim to pomagajo implementirati, pa bo mogoče čez par let že nekaj drugega. Ampak če gremo res do teh čist bazičnega bistva, kaj design thinking je to v bistvu en način, na katerega ljudje čez zelo dolgo časa rešujejo probleme. V bistvu vsi, ki so karkoli, no ne vsi, veliko ljudi, ki so do velikih odkritij prišli, kjerkoli, ali v znanosti ali v industriji, so dejansko na nek način intuitivno ali pa implicitno uporabljali neke faze tega procesa. Tako da, kar design thinking, kot ga mi poznamo zdaj s temi 5 krogi, je samo nekak povzetek tega, kar ljudje že dolgo časa delajo, mogoče res ena sistematika okrog tega, kako si koraki za sabo sledijo, kako ki moderiramo ta proces, pomagamo ljudem, da vsak korak res naredijo čim bolj temeljito in tako naprej. Tako da gre za to, da se je stvar zapakirala na en tak način, ki je lahko razumljiv vsem otrokom v osnovnih šolah, ki pač to uporabljajo tudi v izobraževanju, do doktorjev znanosti, do pač velikih podjetij, do startupov. Zdaj, če rečemo, da je ta design thinking, ne spravi način razmišljanja, kako bi pa Palvita recimo rekla, da če delamo novo eno poslovno zadevo, spravi nov poslovni model, a je v odnosu do teh tradicionalnih metod, kako delati, spravi business model generation, business model canvas in tako naprej, a bi bil design thinking tukaj kot nek komplement temu, ali v bistvu kot čist substitut? Gre to čist za dva ločena pristopa, ali v bistvu vse nekako ne bi dopolnjevala? Ja, to je eno vprašanje, ki ga zelo veliko dobivamo, pa ne samo za business model generation, ampak recimo za Six Sigma, za Lean Startup, za Agile in tako naprej. Kako se te stvari med sabo dopolnjujejo? Jaz design thinkinga ne vidim kot eno metodo, ki je zdravilo za vse. Skratka, vsekakor v mojem pogledu ni magic pill. To ni zdaj, da rečeš, zdaj bomo mi začeli uporabljati design thinking in bojo vsi naši poslovni problemi rešeni ali bojo naši produkti najbolj inovativni. Niti ne vidim to kot metodo, ki bi nadomeščala te metode, o katerih smo zdaj govorili. Se pa zelo lepo dopolnjujejo in marsikatera od metod, ki ste jih omenili, dejansko pridejo v različnih fazah. Jaz bi rekla, recimo design thinking, dala en konkreten primer. Design thinking je zelo dobra metoda, ki jo uporabljaš na začetku, ko je recimo problem zelo naširoko definiran. Mi ponavadi rečemo, da definiramo problem space in rečemo, ok, dajmo preoblikovati izkušnjo potovanja z letalom. Recimo delamo za letalsko družbo JetBlue in rečemo, dajmo preoblikovati izkušnjo potovanja z letalom in to je zelo široko definiran problem. Potem pa uporabljamo design thinking, gremo na letališče, preživimo ogromno ur s potniki, s temi, ki delajo pač z stewardessami, z piloti, z osebami na letališču in tako naprej, s poglobljenim intervjujem, opazovanjem, snemanjem, uživljanjem v njihove vloge, recimo, da si ti sam postaviš njihovo vlogo, probamo razumeti, kaj so sploh nabor problemov, ki se v tem problem space dogajajo in potem recimo design thinking pomaga, da sploh definiraš, kaj je konkreten problem, znotraj katerega se hočeš fokusirati. Potem pa spet uporabljamo recimo design thinking v fazi, da do zgodnjih konceptov pridemo, kaj so neke prve kreativne ideje, kako bi se ta problem dal rešiti. Potem pa pridejo vsi drugi pristopi od tega, da pač
najbolj testiraš na ta design thinking način, kot take zgodne prototipe, ne vem, malo papirja, zaviješ v kuli in predstaviš nek nov način, kako boš jedel na letalu, naprimer, ne. Potem se to vse nadgradi s tem, da se prototipi spolirajo, da se naredi poslovni načrt, da sploh vidiš, da so te rešitve izvedljive, tehnično, finančno in tako naprej. Tako da to se vse skupaj nekako dopolnjuje kot ena sestavljanka sestavlja. Tako da zelo pomembno je, da veš, kdaj design thinking uporabljati, za katere probleme, pa v kateri fazi, vsekakor pa to ni rešitev za vse probleme, ki podjetje imajo. V resnici mislim, da večina od vas verjetno je prebrali Osterwalderja, Parisa, podobne tudi Skelja, kakšno knjigo, ne? Tako da že imate neko predstavo, verjetno, kako se te stvari dopolnjujejo v resnici. Če ste odprli Business Model Generation, noter on govori o design thinkingu. To niso neke ljudje ali pa področja, ki bi ne bi vedeli en za drugega, pa delali stvari neodvisno en od drugega delač od tega. Vsi razumejo, da se stvari lahko dopolnjujejo in v resnici se, tako kot je pač Anja rekla, če je Business Model Generation bolj osredotočen na to, da se sistematično na poslovni model pogleda, nekoliko manj na razumevanje kupcev, recimo, design thinking nekoliko več podarka da na tem. Vsekakor pa za tiste, ki se vidite design thinking kot metodo, ki je vam zanimiva, da se zelo toplo vabim, da preberete tudi druge knjige, ker ta način razmišljanja, ki ga design thinking promovira sistem, ki čemu razširite. Zelo koristno. Zdaj, mečkam ste že povedali malo o teh ključnih karakteristikah, a ne design thinkinga, se pravi. Zdaj me pa zanima še mečkam naprej, a so kakšne res te stvari, brez katerih recimo ne moreš, a ne, se pravi, te ključni koraki, ki so pri design thinkingu, recimo, pa kaj so tisti, ne vem, olajševalci, a ne, tega, da pridemo na nekako na ta način razmišljanja, ne, s tem mislim mogoče res mečkam več o tem prototipiranju, kaj nam to res pomaga, pa mogoče o tej discool sobi, oziroma prostoru, kakšen zdaj ne bi to, kaj ne bi to bilo in tako naprej. Pa mogoče še mečkam navezava, še eno bolj splošno vprašanje, čeprav tudi to je bilo že malo povedano, ne, a se design thinking se da to naučiti, ali je to nekaj, kar pač imaš ali pa nimaš? Jaz lahko na zadnje dve Design thinking ni prototipna soba, ne podati. Design thinking v osnovi je tista stvar, ki je treba, mislim, še bolj razumeti, bolj močen del te metode je razumevanje uporabnika. Bi bilo zelo narobe, če bi se v resnici design thinkinga lotili pri prototipiranju. Gremo nekaj narediti, gremo nekaj žagati, nas ne zanima, kaj sem, da se nekaj naredimo. To je čisto napačen pristop. Ključnih stvari pri design thinkingu je, da vemo, kje je rep in kje je glava. Znotraj se lahko vrtimo, ampak začeti treba vedno na začetku. Začetek pač je razumevanje problema, tako kot Anja prej omenila, in tle prototipiranje še ne spada noter. Prototipiranje pač pride noter seveda kasneje, ker ljudje smo izjemno vizualne pa fizične sorte in mi moramo prijeti zadeve. Ko gledamo recimo na startup weekendih in tako naprej, kakšen preskok v glavi se zgodi, ko ljudje prvič začutijo, primajo tisto, čemer so prej tuhtali, to je neverjetno. Zato je tudi seveda ključen del tega procesa, ko razvijamo neko rešitev, da to rešitev čim prej začutimo. Ne samo razmišljamo, tuhtemo jo v glavi, ampak da jo imamo v rokah. Zato da lahko proces design thinkinga seveda vodimo skozi vse faze, eden od ključnih delov tudi ta prototipna soba, ni pa to edini del. Sprav ta prototipna soba, ki imamo mi na Ekonomski fakulteti, je namenjena temu, da se lahko fizično izdela rešitve, o katerih smo prej delali bolj skozi razumevanje kupcev, skozi iskanje idej in zdaj pač za neke ideje se bomo odločili fizično izdelati, da lahko potem testiramo. Ker tisti tretji ključni del design thinkinga, se pravi razumevanje uporabnika preko brainstorminga in podobnih metod iskanja idej, kako ta problem rešiti, problem narediti, izvesti to rešitev, skratka rešitev za problem narediti
in potem naslednji del testirati to rešitev, ne? Ker drugače, če smo sam naredili prek razumevanja uporabnika še vedno deloma zase razvijemo, meni všeč, ker to ni vedno. Pač treba iti nazaj tem ljudem in zadevo testirati. In tukaj je pač ključno, da to zadevo tudi imamo fizično narejeno. Ne? Mi imamo tam noter sobi cel kup enih orodij, kar je zelo nenavadno z ekonomsko fakulteto, ne, izdužnica v kleti, ne, recimo pa ena taka velika žaga, ne, na katero lahko imaš se kaj se žagaš, pa si kup enega orodja, ne. Ampak je zato, da se ta proces poganja en bistvenih delov, vsekakor, ne, recimo na zadnjem startup weekendu na temo lesa je bil ključen del, da smo lahko kaj lesa naredili. Moramo govoriti o lesu, pa ne prijeti tako se lesa, ne, to je skregam za vsako logo. Ja, jaz lahko še dve podvprašanje, da bi še eno bilo glede na prostor, ti si omenil prototipno sobo. Jaz lahko malo več povem o temu prostoru, ne vem, tisti, ki ste kaj googlali ali pa spremljate. Pač Stanford je pri tem tudi dejansko dal tisku večjo težo tudi s tem, da so pač, smo dobili novo zgradbo. In velikrat, ko delam tam, se mi zdi, da sem v živalskem vrtu, pa hodijo ljudje iz celega sveta in slikajo pač stene, pa prazen prostor brez sten. Pa se ti zdi, zakaj za vraga slika, ampak potem vidiš, da je pač to tudi nek artefakt tega, kaj design thinking je in kako nekako na kakšen način se razmišlja. In seveda ljudje, ki pridejo iz korporativnega sveta, k nam na izobraževanja in vidijo oranžne stene in vidijo, da so stoli lahko prežagani in vidijo, da pač vse mize lahko premikajo in da vsi brainstormajo na neke papirje in da so pisani post-it listki. Ne gre za te fizične predmete, ki sem jih omenila, ampak gre za to, da se takoj dobi občutek, da je dovoljena neka svoboda, da se tudi lahko lepilo zlije po tleh za tega, ki si slučajno po nesrečkah porušil, ki si gradil nek prototip. In potem dojameš, da v bistvu ta fizičen prostor omogoča več stvari. Eno je to, da se vse te različne discipline lahko srečajo v nekem neutralnem okolju, kar pomeni recimo za študente ali pa tudi za ljudi v praksi, da tak je dela, ki je na pravni fakulteti, pa nekdo, ki je na ekonomskem, pa nekdo, ki je na medicini, pa delajo skupaj na projektu, imajo nek fizičen prostor, kjer se lahko skupaj dobijo in je ta prostor neutralen in že navzven sporoča, tukaj je dovoljeno drugače razmišljati. Tako da imeti nek fizičen prostor, ki izgleda drugače, ki izgleda bolj start-upi, mogoče v tem smislu, da stvari niso spolirane, da ni vse postavljeno na pravem mestu, zelo veliko sporoča in ljudem pomaga, da se nekako še sam s tem, ki stopijo noter sprostijo. Tako da prostor fizičen je definitivno precej pomemben. Potem pa seveda pač, eno je prototipna soba z žagami, recimo na Stanfordu imamo costume room, kjer imamo ogromno kostumov, ne vem, izgleda kakor za maškare soba, ampak ideja je v temu, da veliko prototipov, če recimo prototipiraš izkušnjo, naprimer prototipiraš, kako izgleda recimo nov lobby v hotelu, ni treba celega lobija zgraditi, ni treba zažagati reception desk in tako naprej, ampak lahko dejansko odigraš z roleplaying, s igro vlog, lahko nekako odigraš scenarij, kako bo to izgledalo. Tako da prototipiranje pol še pače, tudi to, da imamo pač neke te pripomočke, da lahko te stvari počnejo, da se ljudje posnamejo, konec koncev pa pogledajo, kako je vse skupaj izpadalo in pol to pokažejo uporabnikom in tako naprej. Zdaj pa se da to naučiti. Jaz absolutno mislim, da se to da naučiti. Jaz zdaj že kar nekaj časa učim ljudi iz podjetij. Veliko ljudi, ki pride k nam, so prepričani, da niso kreativni in tudi na začetku morajo nekaj risati, da jih vprašamo, kdo od vas misli, da je pač kreativen, jih dvigne mogoče nekaj procentov v roko, pa še po parih dneh se to razmišljanje spremeni. Tako da, jaz mislim, da jih mi ne naučimo biti kreativni, mi jim pomagamo nekako samo zaupanje v to, da lahko kreativno se lotijo problemov, ne vem, rečemo creative confidence, to jim nekako pomagamo prepoznati, zato ker če vidite mehne otroke, so zelo ponosni na svoje izdelke in imajo neko to zaupanje v to, da so kreativni, ali pa v tem nekaj ne razmišljajo, pa z leti skozi šolanje in življenje pač nekako nehamo verjeti v to, da smo to sposobni. Tako da, jaz mislim, da lahko ljudem pomagamo to prepoznati, in damo zaupanje, da so zelo dobri in da so kreativni in tako naprej. Potem pa s temi koraki nekako tudi jim damo nek postopek, ki mu pa lahko sledijo, zato da sistematično pridejo do bolj inovativnih rešitev. Ena ključnih stvari, ki jih je predvsem Slovence treba naučiti, te metode je, ta metoda ni udobna. Iti se podjetništvo, reševati kompleksne probleme ni udobna. Treba iti ven, komunicirati z ljudmi, testirati rešitve, delati stvari,
ki niso intuitivne, ki jih nismo vajeni, ki se jih je šolski sistem v resnici odučil. Majhnega otroka poslati, zelo majhnega k eno petke, pa ne bo težko. Emo ni težko iti med ljudmi, ampak do odraslega smo se tega odučili. Zato je za Slovence prav zato, ker smo nekoli bolj zavrti, kar se tega tiče, kot recimo Američani, še drugi narodi. Zato pri design thinkingu zelo hitro pride do tega, da kad rečemo nekaj pedemo, gremo potem to dela, zelo hitro pride do tega, kaj bi se vse dali delati, kako bi lahko delali. Spravo, veliko enega govora, ampak zelo malo dela. Zelo malo tega, da v resnici gre kdo ven, se pogovarja s kom, ustav nekoga na ulici, prečemo, ja, pejte kaj, sedite na klopcu, se pogovarja s človekom, kaj ti pa lahko naredi? A kar tako, ja, kar tako, ja, pač ne more drugače, ja, ne bi reči anketo prek interneta, ja, ne, prek ankete, spomnite se, ki ste na zadnje anketo odgovarjali, da to res v resnici vse, so to res dobri podatki, ne. Se pravi, nekaj ključnih stvari, ki jih je treba nas vse, vključno z mano, navaditi pri tem je, da če hočemo resnično dobro uporabljati to metodo, treba začeti se navaditi delati neudobne stvari, kar pa mislim, da nam tako bo koristilo tudi druge v življenju. Kar se tiče tega dela, se da to naučiti, vsekakor se da, jaz mislim, bolj kot naučiti spomniti se. Spomniti se nazaj, kako je biti, ko smo bili malo otroci, ko smo se igrali z zadevami. Spomniti se malo nazaj, kako je, ko smo bili odprti, komunicirali z ljudmi, ker večina teh stvari to niso stvari, ki so prirojene. Slovenci nismo rojeni taki. Kultura družba nas je te stvari pač priučila. Ki pa so v resnici za podjetništvo, pa za design thinking škodljive. Zdaj pa, če gremo mogoče mečkam bolj konkretno. Me pa zanimajo kakšni primeri tih dobrih praks, se pravi že vpeljanih zadev, ki bi rekli, evo, to je pa res en primer, kako je design thinking naredil svoje, se pravi, kako ne bi mogli priti drugače do take rešitve, če ne bi uporabljali design thinkinga. Če imate, mislim, pač ali na globalni ravni, ali pa tudi mogoče tukaj v Sloveniji, da bo še tako bolj zanimivo, kak, recimo, primer enega podjetja, ki je uspel s to metodo. Ja, mogoče, a tega so šli v krog, ne? Ja, so šli. Lahko jaz dva primera iz Amerike delim, pa Blaž mislim, ima še več primerov, ki so tukaj lokalni. Eden tlele, če pogledate čist na vrhu, tale dojenček je v spolni vreči. To je en precej znam projekt, če ga pogooglate, Embrace se imenuje, ki je šel iz enega od predmetov na Stanfordu. In recimo ta primer bi delila z vami zaradi tega, ker pokaže, kako je pomembno pravilno definirati problem v začetni fazi. Zgodba je bila naslednja, da so študenti pod predmetu, ki se imenuje Extreme Affordability in delajo za ruralne dele v Nepalu. Njihov izziv je bil, kako redizajnirati inkubator, da bo primeren za ruralno okolje, da bo zelo pocen za nakup, pocen za vzdrževati, lahek za vzdrževati, pač pa da je čim manjkrat ga treba vzdrževati. To so bili nekak parametri, v katerih so se študentje mogli vrteti. Spet interdisciplinarni timi, od medicincev do strojnikov, do računalničarjev in tako naprej. Študenti so 10 tednov delali na tem projektu. Po tem relativno klasičnem pristopu, bili so v Ameriki, skratka oddaljeni od končnega uporabnika in z nekimi parametri, ki so jih dobili od teh bolnic, zdravnikov, medicinskih sester in tehničnega osebja, ki se pač ukvarja s tem področjem. In oni so 10 tednov se ukvarjali s tem, kako drugačne materiale uporabljati, kako mogoče narediti stvari, ki ne zahtevajo ves čas elektrike, kako cenejše rezervne dele narediti in tako naprej. Skratka, problema so se lotili tako, kot se ga ponavadi lotimo, z nekimi inkrementalnimi rešitvami. Potem pa po 10 tednih, ko imamo spomladanske počitnice, jih pošljemo pač na lokacijo in so preživeli en teden v Nepalu in so prišli v bolnico, da bi imeli intervjuje in da bi nekaj te prve rešitve predstavili. Ko so šli na ogled bolnice, se je skazalo, da je ena cela soba polna inkubatorjev, samo en problem je bil, da so vsi inkubatorji bili prazni. In njihovo prvo vprašanje je bilo, zakaj mi razvijamo cenejši inkubator. Vsi inkubatorji so. Pa so rekli, ja, mi imamo ful inkubatorjev, dobili smo jih v te organizacije, pa te in tako naprej. Ampak zakaj ni otrok v njej? Izkazali se je, da prav v tem delu, kjer so prioni, se večina otrok rodi dejansko v vaseh in starši niti nimajo načina, da bi otroke
oziroma te novorojenčke, če rabijo tako nego, pripeljali do bolnice, ali pravočasno, ali pa sploh v kakršnikoli obliki. In to je v bistvu njim narediti ta prvi zasuk, kaj v bistvu sploh problem je. In ta tim se je takrat odločil, da se bojo fokusirali na en majhen segment staršev in novorojenčkov, in sicer na tiste, za katere je pomemben samo, da ohranjajo telesno temperaturo. Skratka, ne na vse funkcije, ki jih inkubator nudi, ampak so rekli, v bistvu naš zorni kot je, ali pa naš problem je, kako pomagati staršu tega novorojenčka, ki je mogoče prezgodaj rojen, ohranjati telesno temperaturo in s tem povežati možnosti, da preživi. In to je v bistvu čisto zasukal problem, ki so ga reševali, in potem so v bistvu tukaj vidite končen izdelek, ki je zdaj tudi na trgu, ampak so začeli nekako prototipirati načine, kako lahko ohranjaš telesno temperaturo, s tem, da ne vem, baš izvoska neko vrečo, ko daš v vrelo vodo in potem ustaviš v to spalno vrečko in ohranjaš toploto in tako naprej, ne rabiš elektrike, hitro se lahko dezinficira in tako naprej. Skratka, zasuk problema niso rešili vseh funkcij, ki inkubator nudi, ampak za en velik odstotek otrok danes to predstavlja po nekaj letih, to predstavlja način, recimo, ko lahko jim zveča možnosti, da preživijo. In to je pokazalo, kako je pomemben res biti z uporabnikom, preživeti čez, razumeti, kaj se v njihovi glavi dogaja, kaj so njihove vrednote, kako se odločajo, kaj so njihovi vzorci obnašanja in tako naprej. Tako da to je en primer. Drug primer je pa tlele spodaj, to je tretja slikca, ki vidite en tale magnetni skener. To je pa projekt od podjetja GE Healthcare. Oni so pa v bistvu vrhunski proizvajalci vseh raznih medicinskih naprav in eden od njihovih dizajnerjev je po temu, ko je šel čez to design thinking izkušnjo, ugotovil, da je njihova tehnologija zelo dobra, ki je takvajo, da so zdravniki zadovoljni s tem, kako njihove naprave delujejo, da dobijo take rezultate, kot želijo in tako naprej. Ampak da je izkušnja za otroke, za pacijente, ki grejo čez to izkušnjo, pa za njihove družine je pa katastrofalna. Zato, ker morajo večino otrok uspavati, zato, da lahko grejo sploh čez ta poseg in tako naprej. In so ugotovili, da lahko zelo z dobrim razumevanjem otrok in sodelovanjem z ljudmi, ki delajo z otroci, lahko zelo majhno inkrementalno ali pa radikalno rešitvijo, bistveno izboljšajo to izkušnjo in so razvili Denture Series, kjer so v bistvu celo sobo opremijo kot izkušnjo in se otroci v bistvu že doma s tem, ko barvajo po barvanki je na določeno temo, ne vem, tle imamo Space, pripravijo na to, da bojo šli v vesolje, to tudi razloži, zakaj tam magnet tako ropota, ko je v pogonu, zakaj mora čist primer ležati obljublo in da bojo videli zvezde, pa se res miško prižgejo, če bojo čist primer, ki je zelo pomembno, da si posegam primer. Skratka, čez neko to domišljijo in izkušnjo, v bistvu čisto spremenijo izkušnjo otroških pacijentov, pa veliko ljudi vprašajo, kaj pa to pomeni za biznis, ne? Throughput rate, koliko otrok lahko na uro pregledajo, se je bistveno izboljšal, uspavati treba samo okrog 6-8% otrok in tako naprej. Skratka, tudi potem finančni rezultati za podjetje temu sledijo, oziroma za bolnice v tem primeru. Tako da to sta timo ta primera. Ostale tri slikce gor, predvsem poskušam pokazati, ker prej smo se pogovarjali tudi o razlikah med drugimi, recimo metodami ali knjigami na tem področju, recimo Startup Owners Manual, pa Design Thinking, v čem razlika. Ena ključnih je ta v bistvu filozofska, da nekje ti štartaš z idejo, druge štartaš pa s problemom. In pol se vrtiš, se pravi, če imaš najprej idejo, iščeš problem, če imaš problem, pa idejo iščeš. Design Thinking štarta vedno s problemom, ne z idejo. Startup Owners Manual, če greste knjigo brati pravi, imate idejo, da pa kako to idejo razviti. In klej te stare tri slice, ko so gor, bomo pogledali, kjer je bil problem oziroma izkušnja, ki se je hotela oni redizajnirati, 200 od letos, recimo tam desno zgori. Šla enka študentka pa rekla, tisti kakaj od toka, veš, ko so lesje noter, pa tiste res groz, pa polka moram ti spucati, pa to vedno je mojemu fantu dan, da mi pucati v toke. Lahko to izkušnja, kako redizajniramo, lahko na drugačen način rešimo ta problem, da ne bo pa da ne bo ti zgroza, pa da se ne ufan pa vsake čezil, ko mora on ti spucati. In so prišli do biorazgledljive mrežce za odtoke, kaj lahko primaš to smeti, ne rabaš nič pucati, nič ne videti. Potem tista slika, ko se prvi sredinska, so prišli enka študente, ko so rekli, gremo po parku, pa vse klopce so naravnost, ampak v lokali pa vsi, ki sedijo, vse ženske sedijo nasprot, nekaj ni v redu.
Če so klopce namenjene temu, da se ljudje pač usedejo, pogovarjajo, ni intuitivno, da en zraven drugega sedimo, če v lokalu vedno sedimo nasprot, to ženski, moški, ne tokne, pač, ko se pogovarjamo. Ok, in so rekli, da mi klopcev očitno je treba drugače narediti, te, ki so niso v redu, ne, rešujejo dobro tega problema. Ok, in so rekli, izkušnje treba redizajnirati, tako da je klopcev v resnici okrogla, ne, se pravi, da se lahko ljudje nasproti sedeli, so naredili, eno dnevo so na ekonomski fakulteti sežagali, pa naredili tole klopcev. Ta četrti je bil pa tudi podoben, ta pa že malo starejši primer, ne, so prišli, veš, ko ful čakaš v lokalu na natakarjanje, pa hočeš plačati paganine, pa hočeš naročiti paganine, lahko spremenimo to izkušnjo. So naredili pač sistem, kjer ti natakarja pokličeš, ne mu poveš, hočem plačati, hočem naročiti. Recimo na tej slici. Kar se tiče tega desno zgore, tisto bo šlo, v resnici se zdaj menijo z Filsom iz Nemčije, bo to proizvajali, za ostale projekte pa principe, da ne vem, kam so zašli. Kar je pa škoda, Takih projektov, kot tole recimo jih je precej, na design thinkingu mi precej projektov skozi spravimo, da pa še čakamo na en sistem, da jih polik spravimo skozi, da jih zagrabimo, pa da jih držimo nekaj časa, da vidimo, kaj se z njimi dogaja. Recimo še en projekt, ki smo vedno vas zanima, če slovenska podjetja tukaj uporabljajo. Smo imeli zdaj recimo 2 primera za EtoKamen, ki smo delali kako to izkušnjo recikliranja spremeniti in se študente nekako probali razumeti, kako uporabniki reciklirajo, zakaj ne reciklirajo in tako naprej. In bi se tle navezala mogoče na Blaža, ki je prej rekel, kako je težko, ne samo Slovencem, to pa lahko jaz povem še iz druge strani, tudi Američanom, kako težko je iti na teren pa začeti ljudi spraševati. V tem ETA projektu so imeli študente za nalogo, da dejansko grejo do teh reciklirnih otokov, skratka tle, ki so smetnjaki pred blokom in pač probajo, najprej opazujejo ljudi, pa vidijo, kako ljudje to ločujejo, potem pa dejansko se probajo z nekaterimi ljudmi tudi pogovoriti. In je bilo vsem toliko težko in toliko neroden, pa so vedeli, da je to del predmeta, da lahko se tam predstavljajo, rečejo, delamo na projektu in nam lahko par 10 zaupate glede recikliranja. In je bilo tako težko, da na konc, ker smo šli pogledati, so čisto vsi intervjuvali nekoga, ki ga poznajo. Skratka, vsi so najdeli teto, bratranca, soseda in tako naprej. Drug izziv je bil pa, da so mogli iti k ljudem domov, pa dejansko odpreti smetnjak v kuhinji, pa pogledati, kako ljudje ločujejo, kako se s temi izzivom prostora soočajo in tako naprej. In enaka stvar, vsi so šli do ljudi, ki jih poznajo. Ne? In tukaj je dejansko, kot je Blaž rekel, treba, če hočeš design thinking uporabljati na način, ko bo res prinesel rezultate, moraš res iskreno ga delati. Ne moraš samo odkljukati faze, pa reči, aha, zdaj smo pa 5 minut brainstormali, odkljukano, zdaj gremo pa prototipirati, bomo malo se do tega papirja, pa bomo skupaj zlepali, pa tri stvari zažagali, odkljukano. Res moraš iskreno z tem načinom razmišljanja iti noter in reči, kje lahko dobim čim bolj ekstremne uporabnike, take, ki ne bi več nikoli z njimi govoril in preživim 4 ure z njimi. Recimo, ko smo delali projekt za Hyatt, za hotelsko družbo, izziv je bil, kako hotelski gosti so zelo zadovoljni z bivanjem v hotelu, so pa vedno pretreseni, ko hodijo po San Franciscu in je ogromno brezdomcev. In predvsem pač gosti iz Evrope, to njim celo bivanje poslabša njihovo izkušnjo. In smo dejansko mogli preživeti več kot 2 dni v tem zaletišču za brezdomce in z brezdomci na cesti, z odvisniki, ki pač živijo v okolici hotela in tako naprej. In to je intuitivno, in zato je težko vsakno, ne? In jaz sem z udeleženci to delila, sem rekla, meni je tudi težko zdaj tja in se pogovarjati z ljudmi, s katerimi se pač nikoli ne bi pogovarjali, ne veš, kaj vprašati in kako na spoštljiv način vprašati stvari, ki bi jih hotel zvedeti. Ampak treba iti vedno čez to mejo neugodja. In to pri vseh teh projektih, ki so bili kogar toliko uspešni, so uspeli to narediti. No? Iti na teren in preživeti čez uporabniki, ne glede na to, kdo so in a ti je prijetno se z njim pogovarjati. In s tem imamo probleme ne samo Slovenci, ampak tudi Američani, ki ne bi tako bolj odprti, mi pa bolj zaprti. Sprav, nobenemu ni prijetno, ker pač iti ven pa težko je. Dobro, v redu, jaz pa mislim, da sem zdaj s temi svojimi vprašanji zaključila. Hvala lepa, pa se vidimo potem naslednjič. Mečkam spremljate, kako bo potem avgusta, bo, ne bo, mečkam se še dogovarjamo o teh zadevah, če ne pa potem seveda gotovo septembra. Tako da lepo se imejte in uspešen dan še naprej.